Minuli teden je Toyota na newyorškem avtomobilskem salonu predstavila novo peto generacijo terenca RAV4. Izraz terenec sem uporabil namenoma, čeprav gre v prvi vrsti namenjenega prevozu otrok v šolo in podobnim običajnim mestnim potrebam. A fotografije petega RAV4 in tudi vsa besedila v novinarski mapi pravijo, da bo novi RAV karakterno bolj robusten. Temelj njegove terenske robustnosti pa je hibridni štirikolesni pogon, ki pa je v resnici že zdaj na voljo in kar malce pokrivam zapostavljen. Namreč toliko razpravljamo o varčnosti hibridov, da pravzaprav pozabljamo, da je smisel terenskega vozila predvsem to, da ga kdaj pa kdaj zapeljemo tudi po terenu. In kako zahtevni smo lahko od terenskega hibrida, bomo danes preverili s pomočjo legendarne reference. Rezultat je bil seveda pričakovan, nedvoumen. Povedano z drugimi besedami, bilo bi nekaj hudo narobe, če bi RAV4 recimo zmogel prav vse klance kot Hilux. Za vsak primer smo to preverili in potrdili, kar smo že vedeli. Toda vprašanje, ki nastane v tem neobičajnem in roko na srce ne prav znanstveno natančnem primerjalnem testu je, ali hibridni štirikolesni pogon ponuja enake terenske zmogljivosti kot konkurenčni SUV z mehansko porazdelitvijo moči enega samega motorja med vsa štiri kolesa. Rava smo torej zapodili v iste klance, kot peljemo vse avtomobile, ki imajo v sebi vsaj kanček terenskega duha. Odgovor je pritrdilen. Ja, prav vse naše testne klance je prepeljal in to, čeprav je bila podlaga še vedno nekoliko razmočena. A zakaj je to vprašanje sploh na mestu? No, zato ker štirikolesni pogon hibridnega RAV-a deluje tako, da bencinski motor poganja izključno prednji kolesi, zadnja kolesa pa poganja izključno elektromotor. Ta je seveda v prvi vrsti odvisen od zaloge električne energije v bateriji, a naš test nam je pokazal, da RAV ves čas skrbi, da je v bateriji vsaj za 2 črtici elektrike. Si pa ne smemo delati utvar, da bi z RAV-om po terenu peljali zgolj na elektriko. Že ob prvem naporu se bencinski motor samodejno vključi. K sreči pa vse skupaj zveni še vedno prijazneje in v praksi tudi tišje kot dizelsko rohnenje. Vsekakor pa se je treba zavedati, da v konkurenčnih SUV-ih zadnja kolesa dobivajo večjo moč, kot ga nudi RAV-ov elektromotor. Zato pričakujemo, da bi recimo v celem snegu ali v gostem blatu RAV4 pokazal šibko plat. A test je namenjen izletnikom. Zanje bo rezime tokratnega preizkusa, da v večini praktičnih primerov RAV-ove terenske omejitve bolj kot na električni tehniki temeljijo na zakonu o vožnji po naravnem okolju. A k sreči imamo v Sloveniji ogromno cest, ki so zelo strme, ki so redno blatne, ki so vsako zimo zasnežene, marsikatera med njimi tudi prepelje kakšen potok, kar pomeni, da imamo v Sloveniji ogromno možnosti, da dodobra izkoristimo in preizkusimo tudi SUV-ja, kakršen je RAV4 s hibridnim štirikolesnim pogonom.